Vsako četrto sredo v mesecu v Medvoški knjižnici potekajo zanimivi večeri z naslovom Druženje ob knjigi s Cvetko Sokolov za odrasle bralke in bralce. In res gre za zelo zanimiv dogodek, na katerem obiskovalci ob čaju in piškotih prisluhnejo literarnim besedilom na določeno temo. Se pogovarjajo tako o vsebini kot o sporočilu in literarnih prvinah in mimogrede odprejo še kakšno zanimivo temo, o kateri potem steče debata. Skratka, prebiranje knjig kot nek uvod v zanimivo razpravo, v kateri lahko obiskovalci sodelujejo ali pa ji samo prisluhnejo. Ti večeri sicer potekajo že nekaj let, mi pa smo se jim tokrat pridružili na tematskem večeru, kjer je bil tudi soavtor knjige Sadjev na slikah Narodne galerije Matjaž Mastnak. Cvetka Sokolov, sicer visokošolska učiteljica angleščine, ki v prostem času piše za otroke in mladino, je strastna bralka. Tudi zato so ji večeri druženja ob knjigi toliko bolj pri srcu, saj privabijo tiste, ki si z njo delijo ljubezen do literature. Ti večeri so namenjeni vsem, ki imajo radi literaturo, ki radi kaj preberejo, o tem premišljujejo in se o tem pogovarjajo. Dobivamo se enkrat na mesec, zato ker vem, kako smo zaposleni in je veliko teh bralnih krožkov, kjer je treba prebrati kar debele knjige. Sem se odločila za obliko, kjer vse, kar preberemo na licu mesta, tako da večinoma beremo kratko prozo in se potem o tem pogovarjamo. Začnemo vsako srečanje s poezijo, da tudi malo razvijamo svojo občutljivost do razumevanja poezije. Ponavadi tudi zaključimo svoj pogovor s poezijo in potem v drugem delu podelimo svoje bralske izkušnje in si večina zelo zagnano zapisuje in mnogokrat naslednjič poroča, da je prebrala prav te stvari, o katerih je tukaj slišala. Na druženjih ob knjigi torej širijo bralno kulturo in obenem razmišljajo o pomembnejših bivanjskih vprašanjih ter o možnih odgovorih nanje. Skratka, razplet same tematike večera je kar težko predvidljiv, saj v pogovoru sodelujejo različni ljudje z različnimi pogledi in razmišljanji. In prav vsi so zelo dobrodošli, ne glede na to, ali prebirajo najbolj znana dela svetovne ali domače književnosti ali pa zgolj lahkotno literaturo za kratek čas. Natanko tako, iz vseh vetrov in vsak je dobrodošel. In tudi zgodbe zbiram tako, da so dostopne, da govorijo o življenjskih zadevah in lahko vsakega nagovorijo. Ne spuščamo se neke zelo zapletene zadeve, ampak stvari, ki so dostopne in zahtevnim bralcem in tistim, ki imajo radi žanre, ki so mogoče malo lahkotnejši, vendar bi rekla, da dobro napisana kriminalka je prav tako lahko zelo kakovostna literatura kot kanonska literatura, ki ima nalepko dobre literature. Tako da včasih so ti žanri podcenjeni. Bralci so tudi tokrat med sabo podelili svoje nedavno prebrane knjige in včasih tudi priznali, da jim kakšno branje ni šlo najbolj pridno od rok. Nekateri pa so kakšno knjigo zelo pohvalili in mnogi te večere izkoristijo tudi kot priložnost za nove ideje, katero knjigo še lahko vzamejo v roke. Kot ste sami dejali, si marsikdo tukaj tudi pridno zapisuje. Najbrž tudi vi dobite kakšno idejo, kaj bi naslednjič prebrali, kljub temu, da imate najbrž že ogromno prebrane literature. Ogromno prebrane literature in če jaz vzamem zgodbo iz ene zbirke, moram vseeno celo zbirko prebrati. Imamo tako zagnane bralke, ki so že upokojeni in si lahko malo več časa vzamejo, da jih zelo zanima, kaj je na vrsti naslednjič in preberejo celo zbirko in potem tudi to, kar tukaj beremo, postavimo v širši kontekst in to ne bi bilo možno brez poznavanja celote. Kdor to vodi, mora pač v tem primeru jaz vedno več vložiti. Sigurno pa zvem zelo zanimive stvari od udeleženk in udeležencev in včasih celo res tudi izberemo kaj od tega, kar so
že prebrale in priporočijo. Tokratni večer je bil tudi tematski. Obiskovalcem se je namreč predstavil soavtor pred kratkim izdane knjige Sadje na slikah Narodne galerije. Čeprav beremo predvsem literaturo, pa občasno se že tudi zgodilo, da smo se posvetili esejem Helene Godar, tako da recimo enkrat do dvakrat na leto imamo tudi kakšno leposlovno besedilo. Pomembno je za tak format, da so dovolj kratka, ne. To delo, ki smo se mu danes posvetili, Sadje na slikah Narodne galerije, je sveže, je pravkar izšlo, je eno izmed del v seriji za zdaj 4 in se je zbirka že tako dobro prijela, da sem pričakovala, da bo tudi tukaj dobro sprejeta. Gosta zelo dobro poznam in ga je bilo z lahkoto povabiti, tako da se trudim, da 2 do 3krat na leto imamo goste, da malo popestrijo, da lahko kaj povejo o svojem ustvarjalnem procesu, o ozadju dela, kako je nastalo in tako naprej, in tega smo vedno zelo veseli. Matjaž Mastnak je sicer zaposlen v Arboretumu Volčji potok in prav tam je ob napovedi razstave reprodukcij slik iz Narodne galerije spoznal Jasmino Marjan, s katero sta našla skupni jezik v povezavi med umetnostjo in interpretacijo slik z motivi, ki so povezani s področjem hortikulture. To je knjiga, ki nisem pisal sam, ampak v soavtorstvu z Jasmino Marjan. To je knjiga Sadje na slikah Narodne galerije. To gre za osvetlitev teh, se pravi, slik, ki jih so del zaklada Narodne galerije iz 2 stališč, se pravi iz pogleda umetnostnega zgodovinarja in pa iz pogleda nekega naravoslovca oziroma botanika ali vrtnarja. Torej gre za pač neke vrste šolo gledanja, ne? Se pravi, kaj nam slike vse povejo, glede na poklic, vsakemu povejo nekaj drugega, ne? In včasih so ti prepleti pogledov lahko zelo zanimivi in ker so bralci to dobro sprejeli, sva imela možnost napisati, se pravi, po prvi knjigi napisati še 3 in ta je zadnja. O sadju je mogoče povedati marsikaj, od simbolnega pomena, ki ga ima, pa do tistega, kar zajema kulturo v povezavi s sadežem in ne nazadnje tudi historične vidike. Matjaž Mastnak se je zlasti poglobil v to, kako te informacije vezati z našo kulturo in našimi kraji, zato je moral tudi veliko raziskovati in seveda prebirati veliko literature na to tematiko. Mogoče pristop se zdi težek, ampak jaz ga skušam posredovati tako, da za branje ni težavo. Mislim, da je treba biti do bralca priljuden in prijazen in omogočiti tudi neko branje, ki ni zahtevno samo zase, zato je tudi veliko recimo nekih takih lahkotnejših vložkov. Vsekako to ni neka akademska pisarija, ki mora biti pusta kot otrobe, kot drugačni se resno vzeti. Gre torej za poljudno branje. Informacije o tem pa zbira že odkar se je zaposlil v Arboretumu. Stvar se je začela takole, da kot sem kot gozdarski inženir pristal v Arboretumu v Volčjem potoku in dobil nalogo kot sveže zaposleni, ne grem dol in vodim šolo, ne, sem iz minute v minuto, ko sem tem otrokom pač nekaj razlagal, bilo kako so neskončno bolj dolgočasni. Ne. In potem sem se vprašal, kaj je z mano narobe. Ne. In sem gotovo, da je bilo z mano narobe to, da sem govoril v jeziku, ki sem se ga naučil na univerzi. Ne. To je strokovni jezik, ki ga razumejo samo tisti, ki so del neke stroke, in takrat sem začel pravzaprav sistematično razmišljati, kako neko vsebino, ki stoji, ki pač ni izmišljena, ki ni larifari, posredovati laični publiki. In ker je bila to zame tudi neke vrste strokovna poklicanost, tako sem to stvar tudi razumel, sem se res s to interpretacijo, se pravi s podajanjem strokovnih vsebin na čim bolj nekako dostopen način ukvarjal, preset nazaj tega zdaj že, se pravi, če sem, že skoraj 40 let. V idejni zasnovi pa je že 5. knjiga, ki bo opisovala drevesa na slikah Narodne galerije. Prva je bila Cvetje in ženske, druga Vrtovi in parki, tretja Sporočilnost cvetlic na slikah Narodne galerije in 4. najnovejša Sadje na slikah Narodne galerije. Dodana vrednost tovrstnih knjig je, da so v njih tudi slike, ki niso razstavljene v Narodni galeriji, ki ima seveda mnogo več del, kot jih uspejo prikazati publiki, med njimi tudi dela, ki so razstavljena drugje.
Tokratni večer se je ob predstavitvi knjige in avtorja odvil tudi v smeri razmišljanja o tem, kako dolge korenine ima lahko oreh in o drugih življenjskih tematikah. Predvsem se mi je še enkrat potrdilo, da ima res vsak človek na tem svetu kaj povedati, ne, in če bere pa toliko bolj, ker se mora tudi samega sebe v svetu opazovati, tako da je bila stvar zelo zanimiva in zagotovo bo še na ta večer prišel tudi, če ne bo imel čisto dobene naprej določene vloge. Želela bi dodati, da bomo zelo veseli vsakega novega bralca ali bralke in da smo zelo odprti do ljudi, ki želijo svoje mnenje podeliti, pa tudi do tistih, ki raje poslušajo in so bolj zadržani. Tako da, če ste plašni, naj vas to ne ustavi, pridružite se nam, ker je res zelo simpatično in jaz sem vesela po naših srečanjih, še kar nekaj dni me grejejo. Večeri ob knjigi s Cvetko Sokolov so v Medvoški knjižnici vsako 4. sredo v mesecu in kot rečeno, ste dobrodošli vsi, ki radi berete, ki radi prisluhnete ali pa si samo želite preživeti večer v prijetni in sproščeni družbi.